Jaz imam vprašanje, to, kar smo pa dejansko tukaj, prišli, ne, zdaj, kakšen bo čisto odziv na doživljanje na posameznika, ne, tega, kar se trenutno dogaja, karantene, izolacije in tako naprej. Ne. Pa kako misliš, da bi en tak zrel človek na to mogel, a pa zrel in duhovno razvit človek na to mogel, ne vem, doživljati, ne? Ampak na kakšen način to doživljati, ne? To, kar se zdaj dogaja. Na kakšen način bi moral doživljati, tega ne vemo. Ne? Se pravi, ta doživljanje je posledica izgrajevanja vrednostnega pomembnega sistema organizma. Kako bi se pa soočal z ljudmi, ki so v stiski zaradi tega? Kakšni naj bojo ukrepi za zmanjševanje teh občutkov, stiske in tesnobe? Misliš konkretni predlogi za to? Tako, trije konkretni predlogi, kako to občutek umiriti. Pa da to ni reframing. Ne? Se pravi, Grantova raziskava, če poznate, to je največja raziskava pravzaprav na področju psihologije, ne? Govori, kaj je, da je humor, konverzija v humor ima višjo korelacijo z življenjsko dobo, z zdravjem, z uspehom v družbi, kot katerikoli drugi faktor, se pravi, koliko ste premožni in tako dalje. Tako da, če se le dajte, malo mislite, malo se zajebavajte, ne? Iz te situacije, malo se pa zabavajte. Ne? Drug tak konkreten predlog bi bil gibajte se. Se pravi, tukaj se držite tega, da ne upoštevajte, nič tako dobro ne deluje antistresno, kot je gibanje. Še bolje je seveda, če trenutne neke aktualne probleme nadomestite z nekim instant problemi, vrtnarjenjem, zamenjate temo, delajte neki, se pravi, ker se gibate, ne ostanite doma v stanovanju, zaradi tega, ker ima to cel kup negativnih posledic, ne? Zaradi tega smo tudi padamo v stiske in tako dalje. Se pravi, gibajte se, odprite prsten koš, roke zamotite se z romani, branje ne težke literature, ne? Na Facebook, ne? Se pravi, Karla Maja dal pa, ne? Se pravi, to je zabava, vedenska ekonomija in to je pač čista komedija, ko opazuješ realno situacijo, pa gledaš skozi to prizmo. Ne? In to je v bistvu čista zabava, ampak je pretežek, če se ne počutite v redu, je to pretežka literatura. Se pravi, romani te pa odpelje v nek domišljijski svet, te odpelje v, si istočasno aktiven, razmišljaš in tako dalje in zajeziš kaj zlasti dražljaje, ki so zelo izkrivljeni, asimetrični. Ja, jaz bi tukaj sam še nekaj dodal, ne, kot laični meditator. Ne. In izključite ljubezen. Ljubezen pomeni kaj? Ljubiti se, ne? Ljubezen, ljubiti se pa pomeni kaj? Telesni stik, izmenjava telesnih tekočin, virusov in tako dalje. Ne ljubite se. Ali pač. Ali pa ne za ljudmi, ki jih ne poznaš. Ne? Tako, ja. Za spremembo. Se pravi, kot laični meditator bi jaz tukaj izpostavil, recimo v zaporu je to, da te kaznujejo, da te dajo v samico. Ne? Se pravi, kazen v zaporu je samica. Se pravi, to pomeni, da ti boš mogoče iz psihološkega vidika lahko povedal, da biti sam sabo dolgo časa, v bistvu veliko ljudi bi preferirali se družiti z nekimi posiljevalci ali pa morilci v zaporu. Ne? Tako da jaz mislim, da če bo to veliko časa še trajalo, ta karantena oziroma osamitev, se lahko začnejo kazati problemi na tem področju. Ne? In rešitev za to je, mislim, da opazuješ svoje držljaje, svoj in v bistvu to nekako pomaga omiliti posledice tega. Pa da, ne? Se pravi, osnovni akt komunikacije je dotik. Ne? Se pravi, če nekomu rečete, rad te imam, ne? Je to, razen da je to dobra fraza od papeža, pomeni nekaj čist druge, kot če nekoga objamete. Ne? In se pravi, s to distanciranjem, se pravi, nam zmanjka kvalitetnih dražljajev, na katere smo občutljive, tako dalje, hormoni, oksitocin in tako dalje.
se pravi, biti blizu, pa ne biti preblizu na nek način, bo zraven tega morate biti v družbi, človek je socialna žival in ta socialna deprivacija je pravzaprav najhujša kazen, to vsak, ki ima male otroke, to ve, malo ga ignorirate, pa je to precej huje, kot bo začel delati pizdare, zato da ga kaznujete, ne?